hvala, ja, lep, pravzaprav prijazne pozdrave danes delimo. Ja, prosim. Vesela sem, no, da pravzaprav lahko danes predstavim eno pedagogiko, pravzaprav mati sodobne pedagogike, bom jaz kar rekla, Marijo Montessori. Zdi se mi, da se danes kar borimo, kdo bo predstavil svojega velikega človeka. In tako je prav, no, to je tudi naš namen in vesela sem, da pravzaprav nisem tako zelo odzadaj s tem gibanjem v Sloveniji, ker mislim, da je povezovanje nas, ki nam je pravzaprav človek pomemben, zelo pomembno, no. Rodila se je pravzaprav istega leta kot Oswald, sem zdaj izvedla danes. Tako da, in sicer celostna pedagogika. Celostna pedagogika, pravzaprav kaj je to? Danes govorimo že skozi o celostni pedagogiki. Jaz sem se pa, danes se bom naravnala bolj na praktično, ker jaz sem tudi po naravi bolj praktik, mi je žal, da nisem dober retorik, tako da upam, da bom vseeno kaj podala. In meni celostna pedagogika pravzaprav pomeni, da lahko, da ima otrok, učenec, dijak, študent ali uslužbenec možnost se vzgajati oziroma postajati se za človečnost, preprosto postati človek v pravem pomenu besede. In kot vemo, človeško bitje je pravzaprav tri v enem, a ne? Montessorijeva je na to zelo, vse to, kar jaz danes govorim, pravzaprav ni moja pogruntavščina, no. Se me je pa zelo dotaknila in skupaj pravzaprav z eno skupino Montessori pedagogov to zdaj zelo dobro živimo. Smo se ponovali kar preprosto Montessori, ker se nas zdi pravzaprav tako zelo preprosto, ker izhaja iz človeka, čeprav na zelo znanstveni podlagi, no. No, Montessorijeva je poudarila, da je človek skupek treh stvari. Ima telo, to je že dr. Ščuka prej omenil, ima telo, ima razum, intelekt in ima duha. V klasičnih sodobnih pedagogikah pravzaprav, ali pa v vzgoji, pravzaprav vedno bolj iščemo eno dobiček, eno znanje, eno posnemanje njenih podatkov, pravzaprav želimo uniformirati ljudi. Na telo skoraj da pozabimo, čeprav je nekaj poudarka, ampak o tem zdaj ne bom jaz toliko veliko govorila, ker pomenu, bom rekla, gibanja in pomenu intelekta in duha preko gibanja bo več spregovoril moj že od rojstva tesni sodelavec pri gradnji moje osebnosti Franci Petek, ker je moj brat in pa seveda zadnje leta zelo tesni sodelavec, strokovni sodelavec. V tem bo on več spregovoril. Na duhovno plat človeka pa pravzaprav pozabljamo, največkrat ali pa jo ne upoštevamo. Pri Montessori pedagogiki pa je celostna osebnost ves čas prisotna, ta individuum posameznika takega, točno takega kot je, da je zelo dragocen med nami, je ves čas poudarjena in se ga nekako podpira preko vseh teh njegovih lastnosti. Otrok je tisti, ki gradi človeka. In človek je rojen kot svobodno bitje v svobodo, a ne? In rodimo se s tremi darili. Srkajočim umom, občutljivim obdobjem, se opravičujem, da se mi pa vrti, če lahko sem. Skratka, no, ja, Montessorijeva je opozorila oziroma opazila, ker je imela res veliko sposobnost, bom rekla, empatije, opazovanja in pozabila sem povedati, ona je bila zdravnica, prva zdravnica, ženska v Italiji, bila je velika revolucionarka, zelo dobra učiteljica, res dobra učiteljica, psihiatrinja, skratka, široka ženska z veliko sposobnostjo opazovanja. Njena pedagogika pravzaprav temelji na opazovanju. In odkrila je pri nas vseh, čisto pri vseh, da smo se rodili z enakimi darili. Ne glede na našo raso, kulturo, v katero smo se rodili, ne glede na naše močno šibka področje, če tako rečemo, ali pa primanjkljaje in tako naprej.
Vsi smo se rodili z enakimi darili. Eden je srkajoči drugo so občutljiva obdobja in pa mnogo potencialov ima vsak od nas. In pa seveda kot svobodna bitja. A ne? Seveda pa so to samo potenciali, moramo jih pa razviti. Tudi svobodno bitje, človek je rojen v svobodo, je svobodno bitje, ampak to svobodo moramo razviti. Svoboda ima tudi svoje meje, jasne meje in to je zelo pomembno. No? In učinek svobode je seveda svobodnega bitja je odgovornost. A ne? Najprej, to smo danes že veliko slišali in tako mi je všeč, da se pravzaprav res povezujemo vsem tem, je svoboda in jaz. To se pravi odgovornost do sebe. Potem je svoboda in ti, odgovornost do drugega, do sočloveka. In pa seveda svoboda do narave in stvari. A ne? Odgovornost do stvari, do predmetov, do stvarstva. In da pa lahko razvijamo to svobodo, ker še zmeraj ostajamo samo pri potencialu, pa seveda potrebujemo pogoje za to. Že res od najmanjšega, že v maternici. In v dobrih pogojih se bo seveda začutila v tej skupnosti socialnost, solidarnost, ljubezen do bližnjega in človekovo dostojanstvo. In to je tisto glavno, kar si res želimo. In jaz vam zagotavljam, ker res dnevno to živim, da bom rekla, v takem okolju, ki ga bomo potem ali praktično pogledali, kako pravzaprav to se izvaja v Montessori vrtcih, šolah in ustanovah. Iz tega izhaja otrok, ki je odgovoren, neodvisen, ustvarjalen, prijazen, veder, odprt in vse te lastnosti, ki ste jih vi prej že našteli, pa bi jih še lahko tak človek in v resnici je to dnevno opazno. In tega si seveda v tem času, v katerem ta trenutek želimo in ga je zjutraj gospod predsednik vlade tudi poudaril, si najbolj tega želimo, da ne obupamo, ker to je v nas vseh, v resnici vseh, da pri tem ne obupamo in pravzaprav skušamo drug ob drugem to izvabiti iz nas. Zakaj pravzaprav zdaj toliko poudarjam to svobodo? Svoboda je eden od najbolj osnovnih principov pedagogike Montessori. In hkrati seveda tudi učitek, ker lahko si mislimo, vse delajo, kar hočejo. Ampak seveda, če kdo razume, kaj je svoboda, je ni početi, kar hočeš. Montessorijeva je svoji pedagogiki tudi rekla vzgoja za mir. To je bil njen glavna želja in glavni cilj, pravzaprav mir v svetu. To pa je seveda spet odvisen od nas ljudi, ki smo najbolj razvita rasa in smo duhovna bitja. Mi smo tega sposobni pravzaprav. Zato bi rada na tem mestu res danes dala tako eno veljavo Montessorijevi ali pa eno moč, ker se mi res zdi, da je vsa ta sodobna pedagogika temelji na njenih spoznanjih in na njenem principu in velikokrat slišimo, kaj vse so ugotovili, pa zmeraj se spomnim nazaj Montessorijeve, recimo, kako je ona to že upeljala. Mene, recimo, vsa ta prilagojen prostor za otroka, to je od nje naprej, te nizke mizice in tako naprej. Zmeraj bolj ko študiram, bom rekla, razvoj možgan in nevroznanost, žal nisem zdravnik, da bi to še bolj, ampak me zelo pritegne, ker me jo res občudujem, kako je seveda v svojem medicinskem znanjem že takrat znala pravzaprav v svoje delo vključiti vsa ta spoznanja, ki jih danes znanost, nevroznanost potrjuje na osnovi raziskav in vse te sodobne tehnologije, tako da jo resnično spoštujem. Zato sem izpisala nekaj njenih misli. Imamo srečo, ona je bila zelo dobra, res dobra učiteljica in pisateljica in zelo veliko pomembnih stvari nam je predala. In zato sem kar izpisala nekaj njenih stavkov, ob katerih bomo zdaj malo bolj konkretno lahko razmišljali. Recimo, mnenja sem, da nam prava in notranja svoboda ne more biti dana. Niti ne more biti osvojena, ampak jo lahko samo vsak sam izgradi v sebi kot del osebnosti. Zaradi tega je tudi ne moremo izgubiti. Že prej smo ugotovili, da smo rojeni v svobodo in da to moramo zgraditi. Svobodo moramo graditi, nam je dana, ampak če jo ne gradimo, jo ne moremo. In mi smo
otrok je graditelj človeka, vsak človek se je zgradil sam, znotraj tega kulturnega okolja v odnosu z drugimi. Naslednji stavek, recimo, jih je pa ogromno. Hotela sem povedati, da 2 njeni knjigi, kar eni temeljni, sta prevedeni v slovenščino, ena je Srkajoči druga Skrivnost otroštva in to sta kar Srkajočim in mi je zelo žal, da nisem predsedniku vlade podarila, mi jo bomo še poslali skupaj, ker bi tudi tam našel. Ja, po pošti, bo tudi našel tam kakšno dobro. Naslednja. Že od prvih začetkov moje vzgojiteljske poti sem priporočala in pripravljala pogoje za svobodo za otroke. Jaz bom zdaj naštela nekaj takih zapovedi, ki v Montessori ustanovah morajo biti... Še dobra minutka, prav? Ups. Še 2. Pa pa še pa razpravi. Pa še ena za bonus, ker vam je postalo slabo, pa smo ja, hvala. No, ena je pripravljeno okolje. Pripravljeno okolje pomeni, da, ker smo rekli, da otrok gradi iz svojega notranjega načrta, na osnovi občutljivih obdobij, za kar je takrat najbolj dojemljiv, seveda mora imeti v okolju pripravljeno ves čas na razpolago tisto, kar ga bo trenutno najbolj zanimalo, ker le tisto se bomo lahko naučili hitro in to bomo tudi opazili. Otroci si postavljajo zelo velika vprašanja. Odkot sem, odkot prihajam, kam grem, to, kar smo se danes že dotaknili, kdo sem in tako naprej. Na vsa ta velika vprašanja o vesolju, o kozmosu želijo dobiti svoje odgovore in seveda ne odgovore prežvečene hrane, on želi sam spoznati in pride do odgovorov. In zato je to pripravljeno okolje tako zelo pomembno. Ima področje od vsakdanjega življenja, zaznavanja, vsa ta senzorika, izolirano urjenje, bom rekla, čutil in možgan seveda, potem matematike, jezik, umetnost. Umetnost je tudi zelo pomembna, ker otrok, ko nekaj spozna, želi izraziti na en način. A gre na slikarsko stojalo, a gre to eno glasbo, a gre zaplesati, on želi to izraziti, kar je spoznal. Niti ne želi ne nagrade, ne pohvale, ne ocene, on želi svoje zadovoljstvo in ga lahko tudi na tem področju dobi. In pa seveda ta kozmična vzgoja, ki je pravzaprav tudi ena zelo ključnih za odgovore, ki jih otrok išče. Tukaj pa se srečujemo z znanostjo, geografije, zgodovine, biologije, poskusov fizike in kemije. Moram pa poudariti, da v tem pripravljenem okolju gre vse na konkretni ravni. Otrok preko svojega čutila preko sebe, preko dotika, lahko pride do odgovorov. Potem princip starostno mešanih skupin, oziroma ne samo starostno, heterogenih skupin. Montessorijeva zdaj zelo, hvala Bogu, zelo veljavo prihaja inkluzija, inkluzivna pedagogika. Tudi sama kot terapeut sem pravzaprav inkluzivni terapeut. Ona je takrat bila prva, ki je želela in je vključila te ljudi iz roba med ostale, kaj ne rečem, oziroma otroke s posebnimi potrebami. Ona je na njih začela graditi in je rekla, če je to za njih dobro, če se pri njih vidi tak napredek, je potem dobro za vse otroke sveta. In zato smo to pač tudi dobili, to darilo njeno. Potem odprta vrata, otrok prehaja med prostori, ni v učilnici pred učiteljem, ki mu nekaj govori in on mora ubogati in poslušati, ja, 1+1 je 2 in tako naprej, pa ni važno, zakaj 1+1 2, važno, da je. On lahko prehaja. Ja. In pa princip pomoči, in da prosiš pomoč in ponudiš pomoč. To je ta starostno mešane skupine. Imamo samo še. Vse svoje življenje sem razglašala potrebnost svobodne izbire, samostojnega razmišljanja in človekovega dostojanstva. To sem že vse pravzaprav povedala. Svobodna izbira in tako naprej. Svobodna izbira je prva od predpravic v mojem vzgojnem konceptu. Svobodna izbira vodi k dostojanstvu človeka. To pravzaprav ni treba veliko še poudarjati in tudi neustavljiva potreba po samostojnosti je prisotna pri vsakem otroku in s pomočjo ljubeznive skrbi mu moramo omogočiti razvijanje te potrebe kot integriranega, sestavnega dela človekovega duha. In še to, kar je tudi njeno navodilo, s to skrbjo moramo pričeti v otrokovem ranem otroštvu. Vse to, kar smo danes slišali,
pride iz otroka, iz ranega otroštva in otroci postanejo to, kar ljubijo. Montessorijeva je živela pravzaprav v času Darwina, ko je veljal zakon močnejšega, na ljudi so tudi iz narave to podeli, ona je bila pa nasprotnica tega in je rekla, ljubezen je najbolj smiselni temelj družbenega življenja, vse drugo nas uniči. Ali ni dovolj, da smo ustvarjeni, biti moramo tudi ljubljeni, da živimo. In samo še eno stvar povem, ki me prav ganila in me mogoče tudi zdaj, ki jo bom povedala, še ne 5-letni otrok, ki je hotel na Švrtec v Radovljico, to se pravi, vsi moje nečakinje, je rekel, mami, zdaj pa vem, kva je svoboda. To, kar je rekel sveti Avguštin, ljubi in delaj, kar hočeš. In v vrtcih nikoli ne govorimo o svobodi, samo živimo jo, pač v enem dostojanstvu in spoštovanju. Hvala.